Dobrodošli, dragi poslušalci in gledalci, v današnji oddaji v okviru platforme YouGoGo, v kateri se bomo z dijaki zdravstvene šole pogovarjali o zdravstvu, predvsem pa o mladih, ki se odločajo za izobraževanje na tem področju. Zdravstvo je temelj za dobrobit vsake skupnosti in je zelo široko področje, zato ni presenetljivo, da mladi iščemo poti za vključevanje v to izjemno pomembno področje. V današnji oddaji bomo raziskali, zakaj smo izbrali zdravstvo kot svojo poklicno pot, s kakšnimi izzivi se soočamo, kako se pripravljamo na študij in kako vidimo prihodnost v zdravstvu, ki se nenehno spreminja. V studio smo prišli Gaj Vodopivec, Kaja Škerl, Domen Pavšič, Ajla Fesič in Eva Mašera, letošnji maturantje zdravstvene nege na gimnaziji in zdravstveni šoli Nova Gorica. Bodite z nami, saj bomo skozi pogovor osvetlili to pomembno področje in spodbudili tudi druge, da sprejmejo izzive in postanejo del rešitve za bolj zdravo prihodnost. Za začetek se vrnimo v 9. razred osnovne šole, ko ste se odločili za srednjo šolo. Ajla, zakaj si se ti odločila za zdravstveno šolo? Ja, jaz v bistvu sploh nisem vedela, kam bi se vpisala, in ker smo bili takrat v tem covidnem obdobju in so bili tevi informativni dnevi in vse predstavitve šol v bistvu prek Zooma in na spletu, sem en večer tako slučajno naletela na video od zdravstvene šole v Gorici in ne vem, mi je bilo ful všeč in se nekaj gremo pogledati, ne. Pa ostali ste kolebali med, na primer, gimnazijo ali kakšno drugo strokovno šolo? Ja, pri meni je bil najprej načrt tak, da bi šla v Ljubljano na kozmetično šolo. So se pa plani pole nekako porušili, splavali po vodi, ker pač zaradi omejitve, no, in bi mogla čakati na drugi krog. In sem potem rekla, da se prepišem na zdravstveno v Novi Gorici, ker me je pač že od nekdaj zanimalo na splošno zdravje, zdravstvo kože in pač podobno. Kako bi pa Domen opisal svojo izkušnjo izobraževanja na zdravstveni šoli? Ja, meni zdravstvena šola je zakon, profesori so tudi zakon. Mislim, znanje se je treba učiti, če češ imeti dobre ocene, in je veliko prakse in zakon je. Eva, kateri predmeti so bili na zdravstveni šoli tebi najbolj zanimivi, pa zakaj? Meni je bil DTP najbolj tako v vseh 4 letih, to so diagnostično-terapevtski postopki in posegi. To je v bistvu praktičen predmet, pri katerem se učimo aplikacijo različnih zdravil. Mi je bil pa všeč zato, ker je bil pouk malo bolj sproščen, ni bil toliko samo v šolskih klopeh in samo teorija, in pa še nega otroka. To pa zato, ker so isto bile kabinetne vaje, v katerih smo se učili, kako rokovati z dojenčki in imeli tudi lutke dojenčke. Tako da potem je ta pouk bil bolj sproščen, kot bi bil sicer. Kaja, kakšno znanje pa boš ti zagotovo potrebovala v življenju, ko te je naučila ta šola? Ja, mislim, da znanje o zdravstvu je pač nasploh zelo pomembno in bistveno, ker pač se lažje spopademo v raznih situacijah. Konec koncev lahko tudi pač nekomu s tem rešiš življenje. Kot je že prej kolegica Eva Mašera omenila, ker smo imeli nego otroka. Mislim, da bo tudi vsem nam to prav kmalu ali pa čez par let prišlo zelo prav. V 1. in 2. letniku se večinoma učimo v kabinetih na lutkah, malo v 4. in 3. letniku pa je ogromno prakse. Kaj in Ajla boste videli povedali, kako poteka praksa in kje jo sploh opravljamo? Ja, v bistvu prakso imamo v 3. in 4. letniku v bolnišnici v Šempetru. Imamo jih na 4 oddelkih, 2 sta internistična in 2 kirurška, in v 4. letniku imamo pa tudi na pediatriji. To v bistvu izgleda tako, da mi smo v 3. letniku hodili tja v torkih in sredah od 7. do približno 10. In potem smo pač nadaljevali pouk v šoli. Medtem pa zdaj v 4. letniku imamo prakso v petkih od lihtku 7. do 12. in pol približno. In pa smo pač prosti. Boš ti še kaj dodala? Ja, na začetku nam je bilo malo težje pač preklopiti to znanje iz kabinetov in
pač dela, ko smo opravljeni na nutkah, v realnost. Ampak se pač hitro privadiš na delu s pravimi ljudmi. Mislim, da so nas tudi v šoli v 1. in 2. letniku profesori že podzavestno zelo pripravljeni na ta trenutek, ko bomo pač ko smo stopili pole v bolnišnico in je bilo zaradi tega delo zelo lažje, tako da ni noben bav. Vemo, da se zdravstvo hitro spremenja, na kar vpliva tudi napredek tehnologije. Eva, po tvojem mnenju, kako bo tehnologija vplivala na prihodnost v zdravstvu? Jaz mislim, da je že zdaj kar dosti tehnologije razvite za pomoč nam, zdravstvenim delavcem. Naprimer v tujini, na Norveškem, kjer sem bila na praksi, imajo že dosti pripomočkov, kateri pomagajo zdravstvenim delavcem, da so manj obremenjeni. Slovenija ni še tam, ampak po moje bomo kmalu prišli do tega nivela razvitosti. V bistvu imajo pa take pripomočke, da zmanjšujejo posledično bolezni, službene bolezni, ki se dogajajo v zdravstvu, torej naprimer neke obrabe sklepov, poškodbe hrbtenic, ker v bistvu to silo, s katero smo mogli mi do zdaj premikati ljudi, opravijo pripomočki oziroma vsaj del zmanjšajo. In v bistvu to je glaven cilj te tehnologije v zdravstvu, da omogoči, da zdravstveni delavci manj obremenitve dajemo na lastno telo. Mene zanimajo, Domen, tvoje ambicije po končani srednji šoli. A boš nadaljeval izobraževanje? Povej. Ja, mislim, mi smo zdaj 2 dni nazaj smo imeli rok za vpis na faks in jaz sem se odločil, da bom šel za radiološkega inženirja. Kot prvo možnost, kot drugo sem pa izbral višji študij zdravstvene nege, ravno tako v Ljubljani na zdravstveni fakulteti, tako da bom ostal v zdravstvu. Kakšen je po vašem mnenju ključen dejavnik za uspeh v zdravstvu? Ali gre predvsem za zdravje, komunikacijo z ljudmi ali je kaj totalno drugega? Mislim, da je tle znanje pač seveda logično potrebno. Je pa res, da je komunikacija bistvenega pomena, ker pač vsak mora z ljudmi najprej znati delati, brez kakršnih koli zdravljenj in drugega, kar pride zraven, in pač je to tista neka prva pomembnejša stvar, ker jo pač vsak rabi v sebi. Jaz mislim, da moramo biti zdravstveni delavci tudi empatični in opazovati potrebe pacientov naših, da lahko prilagajamo naprimer intervencije in vsa zdravljenja, ki smo jih mi dolžni opraviti. Ja, kakor so že sošolki povedali, se mi tudi meni zdi, da pač je prvo pomembno pač znanje, ampak moraš biti tudi človek za komuniciranje s pacienti in pač moraš sodelovati z drugim zdravstvenim timom za neko uspešno zdravljenje pacienta. Ja, mislim, zdaj ste že vse povedali, ne? Jaz bi rekla, v zdravstvu je pomembno, da imaš znanje in da znaš delati s človekom, no. Povzetek. No, se strinjam. Naš čas se nažalost izteka, tako da bi se vam rad vsem zahvalil, da ste bili moji gostje, gledalci in poslušalci. Vam pa hvala za pozornost in pridite na zdravstveno šolo, mi tam rešujemo življenja. Srečno.